Lepo pozdravljeni, Gregor na tej strani iz kanala Greg Skort. Čas je za novo kratko analizo, saj se je praktično že obrnilo 10 tekem Dallas Mavericksov v novi sezoni. Natančneje danes po noči proti New Orleansu bo sledila 10. tekma. Luka Dončić in njegov Dallas pa drži trenutno razmerje 6-3, kar je v bistvu kar zavidljiva timska statistika, ki Dallas uvršča na 3. mesto v zahodni konferenci v tem trenutku. Tako da neki obrisi igre in pa samih dosežkov Dallasa se že lahko naredijo. Jason Kidd tako v svoji prvi sezoni na klopi Dallasa zaenkrat kar uspešno. Je pa zanimivo, da se takoj dotaknem Luke. Luka kot še vedno prvi igralec Dallasa ne izstopa oziroma ni na najvišjih mestih v prav nobeni statistični kategoriji. Zelo zanimivo. Za več analiz, da še tole strnemo, za več analiz in podobnih komentarjev, highlightsov in ostalih uspešnih akcij Luke in okrog po NBA svetu pa se naročite na moj kanal. Skratka, Luka ne blesti, da tako rečem, kot je v prejšnjih sezonah. Ne vidimo ga na najvišjem mestu oziroma prvih 3-4 mestih v kategoriji točk, niti v kategoriji asistenc. Še mogoče celo najbližje je pri skokih, kakorkoli. Trenutno Luka beleži 24,9 točke v povprečju, 8,3 skoka in pa 6,9 asistence. Ampak dokler njegova ekipa Dallas zmaguje, kot sem že dejal, 6-3 je trenutno razmerje, bomo tole vzeli v zakup kot nekaj čisto v redu. Do tega trenutka je zbral tudi 5 double-doublov, še zaenkrat dobenega triple-doubla. Tako da zanimivo, da gre ekipi vseeno v redu, očitno so se vloge resnično malenkost bolj porazdelile. Kljub temu, da je bil Kristaps Porzingis zaradi svojih poškodb kar nekaj časa odsoten oziroma kar nekaj tekem. Skratka, danes torej se zaokroži na 10. tekmo proti New Orleansu. Mislim, da se tukaj lahko pričakuje zanesljiva zmaga, posebno zaradi tega, ker je Dallas zaenkrat na domačem terenu zelo uspešen, na drugi strani pa New Orleans komaj pri eni zmagi in pa 9 porazih. Tekma se začne o 2:30 po našem času. Ne pričakujem v tem primeru, da bo prišlo spet do kakšnega buzzer beaterja Luke kot proti Bostonu. Verjamem, da ste že vsi videli tole novo fantastično potezo, ki pa v bistvu skoraj ne preseneča. Če se hitro dotaknem, že pred 8 meseci, kot ste morda lahko zasledili na mojem kanalu, je Luka naredil zelo podobno potezo na zelo podobnem položaju, s to razliko, da je tisto tekmo nazaj ostala še desetinka ali 2 na uri, tako da ni šlo za tisti klasičen buzzer beater, je pa oboje veljalo za zmago. Tako je Luka v bistvu spet pognal vso dvorano v delirij. Lahko smo spremljali številne posnetke iz dvorane, ki so se pojavili na Twitterju in ne vem, kje še vse. Jasno pa smo lahko tudi videli širok nasmeh na obrazu Luke in njegovih soigralcev, tako da v redu, super iztočnica. Bi pa še se mogoče dotaknil kar nekaj rezerv in pa ene posebne zanimivosti. Verjetno že mnogi izmed vas veste, da je letošnja sezona odigrana z žogo Wilson. Nič posebnega bi dejali, pa vendar morda pa le nekaj je na tej žogi. Predvsem pri metu oziroma odstotku meta številnih zvezdnikov v ligi. Recimo zdaj Luka kot naš glavni lik meče v tem letu 43,8% iz igre, od tega za 3 točke 28,8%. Tole ni procent meta, s katerim bi lahko bil Luka zadovoljen, nikakor. Če vzamem čist gole številke, to pomeni 8 metov iz igre oziroma 8 metov izza črte za 3 točke, uspešen je pa malenkost več kot 2-krat na tekmo.
Recimo lani je metal z 35% in je bil to najvišji njegov procentualno met za 3 točke, odkar je v ligi NBA. Ne. Pa je ravno tako malenkost večkrat kot 8krat na tekmo vrgel, za 3 pa zadev praktično 3krat. Ne. Tako da neka razlika tukaj je. Ne. Kot sem pa že dejal, številni zvezdniki imajo ogromne težave pri metu za 3 točke letos. Tukaj mislim, da predvsem prednjači Damian Lillard, ki mislim, da trenutno kar katastrofalno meče tako iz igre kot za 3 točke. Občutno je padel met tudi Stephu Curryju, Bradleyju Bealu, samo če vam dam primer izpred sicer zdaj že dobrega tedna, ko sem nazadnje preveril statistiko, se pravi Lillard meče v bistvu 19% za 3, tole res niso neki procenti. Luka je sicer nekoliko dvignil iz 22,4 na 28%, ampak še vedno zelo malo. Tudi De'Aaron Fox, Trae Young in tako naprej. V glavnem vsi ti zvezdniki res izredno slabo mečejo za 3 točke. Recimo ravno včeraj mislim, da smo lahko videli eno zelo preprosto polaganje Michaela Portera Jr. iz Denverja. Sam kot duh se je znašel pri nasprotnikovem košu in se je prav videlo, kako mu je žoga spolzela iz rok, na njegovo srečo pri rezultatu 6-0, se pravi na samem začetku, tako da nekih posledic na koncu ni bilo. No. Ne vem, tako samo kot en intermezzo, zanimivost, da mogoče pa vendarle kaj je na žogi. Sam sem delal v eni izmed košarkarskih trgovin tukaj v Sloveniji in lahko povem, da smo imeli tako Spalding žoge kot Molten, recimo smo imeli samo repliko žoge in pa vendar, čeprav je šlo za repliko, je bilo tisto žogo obdržati v roki v nekem konstantnem driblingu skoraj da nemogoče. Ko že omenjam Molten, vemo, da se z njo igra pri vseh svetovnih evropskih prvenstvih in tako naprej. No. Kaj šele, če so roke malo potne, kar seveda so tekom igranja, polje pa sploh druga zgodba. Tako da bi me res zanimalo, kako v praksi deluje Molten žoga. No. Kakorkoli, Dallas, kot sem dejal, drži tretjo pozicijo na zahodu. Seveda še preuranjeno govoriti o čemerkoli, vendarle gre za začetek sezone. Na prvem mestu pa Golden State Warriorsi, kar je v bistvu zelo zanimivo. No. Glede na to, da imajo še vedno Thompsona poškodovanega, Steph Curry pa ne dosega nekih 40 točk na tekmo, imajo pa izkupiček 8-1. Ne. Recimo Utah Jazz, ki smo jih bili že od lanskega leta navajeni na vrhu skupaj z Denverjem, Utah 7-3 na drugem mestu, medtem ko Denver komaj 6 z 5-4. Ne. Mislim 5-4. Tako da mislim, da se še bo tole malo premešalo, zaenkrat pa smo lahko dokaj zadovoljni z rezultatom, mogoče malo manj z samo igro. Dobro, zadnje tekme sem mogoče slabše spremljal vse skupaj, ker se več ne ostajam po noči zaradi enih osebnih zadev, ampak nema veze, ampak sem pa začetek samih tekem sem si pa ogledal. No, ni me Kidova strategija zaenkrat preveč navdušila, ampak v redu, dokler je rezultat, je v redu. Če se še hitro dotaknemo vzhoda, Filadelfija prva z 8-2 rekordom, Miami drugi 7-2, Brooklyn 7-3, tako da tukaj dokaj po pričakovanjih. No. Žal mi je recimo, da ne moremo pri Torontu zadnje tekme spremljati našega asa Gorana Dragića, kaj se tukaj dogaja, mi ni trenutno jasno, nimam nekih informacij, me pa zelo, zelo žalosti, da Goran ne, da praktično ne igra, ampak ne igra niti sekunde. No. Če kdo kaj ve več, bom zelo hvaležen, če spodaj kaj pokomentira. Še naš tretji legionar pri Denverju pa naj bi bil na začetku sezone nekoliko poškodovan, pa upam, da ni kaj resnega, ali da ne gre samo za neko rotacijo, ne, v kateri se ponovno Vlatko ni znašel. No. Kakorkoli. V redu, na hitro smo strnili tale prvi del lige.
sezona bo še zelo dolga. Kako se vam zdaj zdi strategija Kida, kaj menite o teh poškodbah Kristapsa, ki ga spet oddaljujejo od parketov? Nenazadnje, kaj menite o Luki Dončiću v letošnji sezoni, kljub temu, da njegove številke niso takšne, kot smo pričakovali, ekipa zmaguje, je to v redu, morda to ni v redu, kako vi vidite situacijo? Kot sem že dejal na začetku, za podobne podcaste, analize in highlightse vas vljudno vabim, da se naročite na moj kanal. Do naslednjič pa vas prav lepo pozdravljam. Gregor iz Greg Horta sem bil z vami. Lep dan še naprej. Srečno, nasvidenje.